Jaz sem ful slaba v romantiki. Sem romantična, ampak se mi ne da biti romantična. Zame pomeni romantika to, da moj partner mene pozna in razume moj jezik ljubezni, torej kaj je meni pomemben, da doživim, in da jaz razumem njegovega in da se v tem ustrežava. Tako da ne delaš kar nekaj kot romantično in ene rože nosiš, čeprav sem jih lik dobila. Če eno to ni pomembno, ampak dejansko obogaš, poslušaš, kaj on želi in rab. Meni je romantika to, da če imaš nekoga res, res rad, ti to ni problem pokazati. Da pač rad narediš ene stvari za tistega človeka, ki ga imaš rad. Ampak da seveda prilagodiš ta dejanja tudi na to, da njega poznaš in veš, kaj je njemu pomembno. Romantika zame so take mehni trenutki, mehne pozornosti. Ne rabim bom, ful velik. To kakšna rožica, SMS zjutraj za dobro jutro, ljubčka, to zame romantika. Tako da zame pomeni romantika moj Jani, ka on je pa ful dober v tem. Tako da pač pozornost, da si pozoren do partnerja, da mu posvečaš svoj čas, svojo energijo in da se spomniš na njega. Jaz sem včasih ves čas govorila, da nisem romantična duša, ampak sem tako 7 od 10, nisem cheesy, ekstremno, pa nisem cuddly, sem pa romantična in občasno pričakujem romantiko. Imam to srečo, da je po mojem moj moški lih enak romantičen kot jaz, bi tudi rekla, da tam 7 od 10. Se mi pa zdi, da ima moj fant ful volje do romantike, pa mečken manj domišljije, kako bi kaj speljal. Jaz imam pa ful domišljije, ampak nočem prevečkrat dati pobude, da ne bo pa bil občutek, da jaz prevečkrat kaj tišim. Raj počakam, da on kaj spelje samo od sebe. Nekoč bi rekla, da nisem bila tako zelo zaradi tega, ker se mi zdi, da ta romantična duša, to smo si vedno predstavljali, ko da mečem vrtnice po posli, pa se kotam v njih. Ampak, če gledam z tega stališča, kako jaz razumem romantiko, torej, da narediš rad stvari za nekoga, ki ga imaš rad, potem verjetno sem ena solidna 7. Če je moj partner romantična duša, tudi ne v tem nekem takem smislu, no, da bi zdaj se usedel dol pa mi igral kitaro, čeprav to bi lahko. Če pa gledam iz te strani, da gleda na mene in na to, kaj mi je pomembno, pazi na moje čustveca, potem pa ja, ampak tudi ena solidna 7, ne. Jaz sem ful romantična, tako vse. Sam tega ne znam, tako da jaz sem romantična 10, koliko pa sem romantična je pa 1. Res imam dobre ideje, ampak ne realiziram jih. Definitivno 10. On ima tako res take geste, ki lahko naredi, ne vem, eno gesto enkrat na let, pa se za 5 let naprej odkup. Če sem romantična duša, rekla bi delno 3. Mislim, da niti ne. Je moja sorodna duša, kar pomeni, da so oba relativno neromantična. Bi pa vseeno rekla, da sem jaz bolj kakor on. Takimi objemi pa to, jaz sem človek, ki se rado dotika, šlata sebe in druge, tako da to. Jaz sem bolj ta človek, ki rad tudi ima kakšna taka presenečenja, rad tudi kaj takega pripravi. Da ga pustim počivati, recimo, pustim ga spati, če je utrujen, jaz poskrbim za vse drugo. Pa jaz bi ga ful rada razvajala, recimo, ne vem, jaz bi mu ful kavico tako lepo naredila, ampak on je pač dolgočasen, kar se tega tiče, in pije ono kavo z mlekom espresso in pač pa si ne morem izvajati teh svojih srčkov in rožic in ne vem kaj. Fišuka, ne vem, no. Zdaj pa res ne vem, nisem, se ti pravim, da nisem nekaj romantična. Sama veš, on meni reče določene stvari, naprimer, ne vem, a boš danes tako oblekla ali pa kaj, in pa če to naredim. To ni zdaj romantika, ne, romantika je bila, da bi jaz to sama naredila, a veš, da bi jaz sama prišla na idejo, ne. Jaz bolj ta del enačam s tem, da ima on nek svoj mir, da lahko funkcionira in jaz poskrbim za vse druge stvari, da jaz moram ful bolj delati na svoji romantiki, zdaj vidim, ko govorim. Bom jaz zdaj se ful potrudila, pa ti bom pa povedala, kako sem romantična. Jaz partnerju izkazujem ljubezen tako, da sem nežna, da mu povem, da ga imam rada, naredim kakšno stvar za njega, recimo ful mu pomeni, če mu kaj pospravim, kaj zrihtam, poskrbim za psa. Na tak način jaz pokažem, da ga imam rada, on pa meni kaj skuha, ful dobro kuha, tako da nekako s tem mi pokaže, da mu je do mene, da me ima rad, in imava neke svoje rituale, ki so samo najini in jih razumeva samo midva, tako da na ta način si izkazujeva ljubezen. Fulkrat ga vprašam, če hoče kavo, ker obožuje kavo in jo itak pije 6krat na dan in mu jo lahko skozi delam. Občasne masaže, vse ene ful dobri blowjobi.
In ja, ker dobim res dober navdih za res hud dejt, kot recimo nazadnje smo šli v rove pod Starim Kranjem, pa je take stvari res spelem v nulo, pa tako da nič ne ve, kaj se bo zgodilo. Jaz ob hrani doživljam orgazm, jaz rabim dobro hrano. Če gledamo, da je poletje, po moje, da bi najel neko hiško tako v gozdu, tek mini glampak ali nekaj, da sem na samem, pa da me fačuzi. Vedno pri meni mora biti zraven liter rdečega vina ali pa šampanjc, pa sem avtomatično happy, pa dobra hrana. Nekje, kjer se dobro je, ob kozarcu dobrega vina, ali na morju, ali pa v kakšni gorski vasički ob kaminu, zasneženo, to bi bilo kar ok. Jaz bi rekla, kakšna zimska Winter Wonderland pravljica, sveže zapaden sneg, lušten pohod, tako mečkan po svežem zapadnem snegu do ene koče, v koči pa kamin, toplo, na dekci se malo poje, kakšen fondi, malo posladka, stisne, lepo taki nežni pogovori, dotiki, pa pol še ostalo, kar spase zraven. Dokler je z tistim človekom, s katerim si želim biti in s katerim rada delim stvari, je vsak zmenek romantičen. Šprica.